Pa še tale miza. Burning through the night sky, chasing all the stars so high. Moonlight dancing in our eyes, we could touch the skies. Jumping over city lights, counting dreams and paper kites. Feel the beat under our feet, life's a rhythm sweet. No, skratka, naše lepe omare so nam služile vrsto let, pa grejo zdaj v dobrodelne namene, da bo še komu drugmu polepšale dneve. Egist! Dograja prezdigno, evo, ven sva. Wow! Se držiš? Ok? Rata. Nekaj dobrega smo naredili, Egist, kva praviš, jaz sem ful vesel. Ja, veš kaj, ljudje se marsičesa ne zavedajo, ne, in poj rečejo stereotipi, kakšne klošari, pijanci, ne vem kva, zgube, brezdomci, ne. A veš, vsak se mora sam pri sebi zamisliti, koliko si on domišlja, da je njegov življenje trden, zasidran, varen, kako hiter v trenutku v bistvu pa lahko ti prestaneš med njimi. Ja. Tako v tisočinki sekunde, ne, se lahko vse spremeni. Ja. In to ne one in a million, ne. To se ti lahko zgodi zdajle. Ja. Dosti, da nekam padeš, si nogo zlomiš, postaneš, Ne moreš delati. recimo ne moreš več v službo hoditi, vse bo šlo cugrunt, ne. Tako da ljudje, ki imajo manj sreče, kot mi, je treba vzeti samo kot to. Ljudje, ki imajo manj sreče, ne. Oziroma nas je treba gledati kot, jaz imam krompir, ne, v življenju. Točno. Bom pa pomagal tistem, ki ga nimajo, ne. Ja, veš, tudi, tako kot si rekel, ne, pa tudi gledati na to, nam družba omogoča, delamo, gre nam, a veš, imamo tudi mi na nek način vse neko moralno obligacijo, dolžnost, vzvod, željo, da pomagamo pa nekaj naredimo za družbo nazaj, a je tako? Ja, seveda. Jaz na to tako gledam. 1, 2, 3, 4. Let the dream soar. Vse tukaj mogoče, da bi malo opisal, kako delujete, a ne, da predstavimo. Okay. Recimo tudi kakšni ljudje se na vas obračajo, kje lahko vi suportirate. Ja, jaz bom čisto na hitro, ker to bi bilo za res veliko. Skratka, Si mislim, ja. Torej, Društvo Kralji ulice je pač nevladna, humanitarna, neprofitna organizacija z nepridobitnimi cilji. Primarno področje našega ukvarjanja je problematika brezdomstva, potem pa seveda še vse sorodne zadeve, grejo zraven socialna izključenost, socialna ogroženost, se pravi razne oblike revščine in tako naprej, tudi duševnih stisk. Je pa, se pravi, društvo je primarno deluje recimo verificirani programi, no? So dnevni center, tukaj, kjer smo zdaj, v njem, poleg tega, da se lahko ljudje čez dan malo pogrejejo, spijo kavo, čaj, kaj pojejo, na voljo imajo seveda tudi internet in ostale zadeve, je pa predvsem, da se tukaj urejajo vse zadeve v zvezi z socialnimi transferji, z osebnimi dokumenti, potem imamo tudi ambulanto, kjer pač imamo zaposleno medicinsko sestro za polni delovnik, pa zdravnika pogodbeno in najbolj pereč problem v tem primeru so preveze kroničnih ran, kar nam vzame recimo 90% tega časa. Ljudje pač ne želijo
vedno, oziroma se čutijo, da bojo stigmatizirani, je pa najbrž tudi že malo to ta ponotranjena stigma, se pravi, oni že pričakujejo, da jih bojo stigmatizirali in se izogibajo, kar seveda ni vedno res, ne. Sem pa brez težav pridejo. No, potem imamo nastanitveni program, trenutno mislim, da je pri nas nastanjenih 35 oseb. To je, sledimo, ne vem, bom rekel, ideji najprej stanovanje, se pravi, ne pogojujemo namestitev z abstinenco, ampak v bistvu delamo iz tega koraka, da človeku omogočiš nek varen prostor in potem rešuješ vse te težave, ker ga brez tega prostora je to zelo težko rešiti. Nekdo, ki spi pod mostom, ne bo o abstinenci razmišljal, ne. Nekdo, ki pa ima urejen nek prostor, svoje ključe, svoje vrata, pa lahko začne o tem razmišljati, ne, ker se prioritete malo obrnejo. Skratka, potem v sodelovanju s Stanovanjskim skladom izvajamo program preprečevanja deložacij. Na kratko, se pravi, osebe, ki so to tudi v Mariboru izvajamo, osebe, ki so v nevarnosti, da bodo deložirane, nam sklad recimo te najtežje primere preda in potem mi poskušamo to rešiti s tem, da to individualno počnemo, se pravi, gremo na teren, potrkamo na vrata, prej se seveda najavimo in skušamo videti, kje je težava in to nekako s skupnimi močmi rešiti. To, kar se, bom rekel, deložacije so kar padle v Ljubljani, potem imamo, zdaj se odpira vse več skupnostnih prostorov, to pomeni, kjer se gradijo naselja neprofitnih stanovanj, bivalnih enot, nam da Stanovanjski sklad eno majhno pisarno, da se lahko osebe iz naselja recimo na nas obrnejo že tam, da se v kali začne zatirati vse težave. Se pravi, da preprečimo, vsi sem pridejo res tukaj, kjer smo danes, ko je pač res že situacija zelo kompleksna, ne. Tako da tudi teh skupnostnih prostorov, mislim, da imamo zdaj trenutno 5, eden je tudi točka za otroke, ker imajo tudi učno pomoč, v Mariboru imamo učno pomoč tudi za romske otroke. Skratka, jaz bi lahko še našteval, pa mislim, da je tega preveč, da bi vam povedal, s čem se ukvarjamo. Pa seveda ne smemo pa pozabiti na časopis, ne, ki je pač ena stvar, ki jo vsi poznajo. To je pa v bistvu edina zadeva na Kraljih ulice, ki ni financirana javno in se samo financira, zato smo tudi društvo za pomoč in samopomoč, se pravi, vse osebe brezdomne in ostale socialno ogrožene, ki časopis ponujajo, ga kupijo po ceni 1 evra. In s tem evrom je ta časopis financiran, plača se tisk in na koncu neke simbolične nagrade za pisce, ne, ki pa nimamo zaposlenih novinarjev, v bistvu je vsebina prispevana večinoma strani brezdomnih oseb in tudi neki zainteresirane splošne javnosti, recimo, ki prispeva, ki jo ta tematika zanima. Tako da je pa to najbrž naša nekako najbolj znana aktivnost. Ja. In tudi prvo, no, sam toliko še v enem stavku. Prvo je bil časopis, ko društva sploh še ni bilo. So študentje skupaj s profesorco in profesorjem na socialni pedagogiki imeli izbirni predmet in so se v sklopu tega odločili, da grejo preživeti 24 ur na cesto z brezdomnimi. In so preživeli 24 ur, spali pod mostom in jedli z njimi in vse. In takrat so oni izrazili željo, ker je bila to že praksa tudi drugod po Evropi, to je bilo leta 2005, da si želijo 2005 je šlo, to je bilo 2004, no, ampak da si želijo cestnega časopisa in je tako tudi nastala prva številka in potem iz te prve številke se je par mesecev zatem pa društvo ustanovilo. Tako da in zdaj smo tukaj, kjer smo po 20 letih. Sem mislila vprašati, kdaj so začetki tega, ker jaz se spomnim, jaz sem pa z dejavnostjo začela 2006. No. In sem se mnogo tudi obračala na Kralji ulice, ker sem iskala različne osebe takrat v začetku moje kariere za sodišča. Ja, in ste mi zelo pomagali pri tem, tako da imam lepe spomine, no, na Kralje ulice. Časopis seveda nas večina pozna, ne, in tudi apeliram tukaj seveda, da podpiramo to še naprej, ker se mi zdi, tudi zelo pomembno v smislu psihosocialne podpore teh ljudi, ker imajo možnost potem tudi biti kreativni, pisati, in da imajo nek medij, pri katerem se lahko samo izražajo. Drži, pa predvsem, da je to ena populacija ljudi, ki dejansko nima glasu bom rekel, vsakdanjem življenju. Ne? In tukaj pa imajo možnost glasu, no? Tako da lahko
tudi zelo malo cenzuriramo, oziroma pač seveda zbiramo uredniško to urejamo, ampak dajemo jim res možnost glasu. No. Če to seveda v takih okvirih strpne komunikacije pa podobno. Ne. Kakšna je pa statistika, ne, 2,4, 2,5 ste rekel, recimo v primerjavi zdaj je porast, stisk, kako je s tem? Glejte, 2,4, 2,5 ne, je, se pravi, jaz če samo primerjam, no, to je, jaz sem na Kraljih nekih 15 let in brezdomstvo se v tem času pač ni upadlo, vedno več ga je, tudi vedno več mladih prihaja in nekoč ne smo, ne vem, je bilo morda 20-30 ljudi na začetku, ne, bom rekel, malo bolj angažiranih, a ne, v aktivnosti društva. Danes imamo mi samo v dnevnem centru, recimo v povprečju, če govorim za leto 2024, pa 2025 zdaj tudi računamo, no, ampak je povprečje nekje okoli 140-150 ljudi na dan različnih se obrne v tem dnevnem centru. In letno bi rekel okoli 1000 različnih ljudi. Tako da definitivno v celi Evropi, ne samo v Sloveniji, je porast. Finska je edina država, ki je uspela znižati številke. Jaz sem vzgojen tako, da mogoče sem rastel v taki družbi, kjer si najprej pomislil na druge, potem nase. Je bil način razmišljanja tak, da si poskrbel za skupnost in če je skupnost zdrava, boš tudi dobro skozi prišel. Misliti samo nase pa pomeni, da živiš v ekstremih in da en dan te bojo ekstremi dohiteli kot karma. Ne? Veš kaj, ne? Če imaš takole, ne? Se pravi, misliš samo nase, a lahko je tvoja roka sprejme, bolj malo, ne? A veš, a ni? Če si pa takole, pa ja, odprt. daš, dobiš.